Lepo zdrav sem skupaj, tudi jaz bi rad predvsem izrekel tukaj nekaj zahval. Najprej Romani, da se je odločila za ta podvig, bojevala je dober boj, v to volilno kampanjo nesla veliko prepotrebne vsebine in dosegla rezultat, ki je najboljši med parlamentarnimi strankami, med kandidati, ki so prišli iz vrst parlamentarnih strank in ki svoje politične baze niso skrivali ali pa zakrivali. Zahvala tudi vsem volivkam in volivcem, ki so dali glas za našo kandidatko. Ni šel v prazno, šel je v vsebini, ki jo Slovenija potrebuje. Hvala tudi kolegicam in kolegom iz volilnega štaba za kampanjo, ki je bila kratka. V vanjo smo stopili relativno pozno. Veliko stvari je bilo treba pripraviti in narediti čez noč in mislim, da ste delo to dobro opravili. Seveda pa komentar zasluži tudi udeležbo na teh volitvah. Ne samo to, kar se je zgodilo danes, kjer bo na koncu verjetno ta udeležba krepko pod polovico, se pravi pod 50%, ampak tudi glede na trend, ki ga spremljamo zdaj iz volitev v volitve, in to ne samo, ko gre za predsedniške volitve. Participacija drastično pada. Smo že skoraj nekje na polovici od tistih prvih volitev, ko je Slovenija prišla na večstrankarske volitve. In na neki meji, ko se neko državo še presoja, ali ima delujočo demokracijo ali ne. Seveda, star pregovor pravi, slabo vlado, slabega predsednika izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve. To ne pomeni kritiko volivcem. Gre za, po mojem mnenju, za nek refleksni odraz na neko situacijo, za podzavestno zaznavanje problema, ki se ga v javnosti ne opisuje s pravimi besedami, se ga pa nekako čuti. Volivci v veliki meri čutijo, da v Sloveniji veliko odločitev ne sprejemajo tisti, za katere volijo ali pa za katere lahko volijo, ampak da se sprejemajo nekje v ozadju. Da je nekje neka oblast, ki se potrebuje tudi fasado v ospredju, vendar pa se veliko odločitev sprejema mimo tistih, ki so šli na volitve v kampanje in se borili za glasove državljank in državljanov. Zdaj, en tak tipičen primer te dvojnosti je ta afera pranja milijarde evrov za Iran v največji državni banki. V Sloveniji obstaja nek krog, ki je sposoben to operacijo izpeljati ob tem, da vlada za to ve, nič ne ukrene. Zelo dvojimo, da je vlada to organizirala, vendar je to dopustila. In to nekako čuti in seveda, če ljudje čutijo, da tisti, katere volijo, ne odločajo, se sprašujejo, se splačajo na volitve. To mislim, da je ključni problem in dokler se tega ne bomo lotili in opravili s tem vladanjem za zadnje, koliko časa je participacija padala in Slovenija bo zdrsnila med države, ko ne bo imela delujoče demokracije. To je eno od sporočil današnjih volitev, ki ga treba zgoriti.